Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Čas je za novost. Za nov filmski napovednik, za nov film, ki je v Mariboxu in prisežemo, film je zagotovo boljši od napovednika, ki smo ga posneli. Ja, tako je zgledalo. Okay. Danes ob 18. uri, ob 19.30 in 20.15. Romantična komedija, drama. Ja, kaj zdaj? Ja, drama. Kaj drama? Ja, romantična komedija, ja, ampak drama. Drama ali romantična komedija? Ja, drama, ti pravim, ampak je romantična komedija. Naslov, kak je? Kaj? Ja, drama, ja. Ja, pa kaj, če je romantična komedija, je drama. Ja, drama je. Kateri žanr? Film, kaj? Romantična komedija. Ali drama? Ne, romantična komedija pa drama. Pa kaj si nor, ali kaj pa drama ali romantična komedija? Romantična komedija je pa Kaj si rekel drama? Ja, pa kaj si? Ja, če pa je drama. Ja, pa ali je romantična komedija? Ali je risanka? Ali je dokumentarni film? Kaj je? Film je, ampak drama, romantična komedija. Pa kaj si nor ti, ali kaj si? Ja, drama ti pravim. Pa dobro, kaj je zdaj to neka akcija? Kaka akcija, če je romantična drama? komedija? Romantična Romantična komedija, ki nosi naslov Drama. V Mariboxu. Tako ti povejo, No, da bi vedeli, Ko smo kam. zdaj igra razbili, brez veze. Zdaj pa si predstavljata in seveda tudi vi, spoštovani, da nekje sediš, pa je ful toplo, pa imaš one najboljše papuče, natikače ali krokse, glih prav stare, glih prav znucane, one, ko ti najbolj gor sedejo na noge, bose, veš, ko si neki na neki plaži. Točno take, nič ne žulijo, nič, ono tak. Ko da jih nimaš gor, ne? Ja, Točno. no, tak, pa tak si domač z njimi, da te nikam ni več sram. Bilo kam lahko greš, ne? Na Birmo bi lahko šel, če bi bilo vroče dovolj. To, zraven imaš ne koktejl, kot predlaga ta glasba v ozadju, Okay. ampak pir. Dobro. Okay. Kopalke, ko imaš malo gor olja, ker si pekel prejšnji dan, pa brez majice lepo sediš, ker ti je tak vseeno. Tak, Okay. bolj suhi neš nikoli, pa pač nekaj zdaj. Ob tem pa se začne ena taka fajna muzika, da te kar... Kaka služba, kaki kredit, nič, nobene skrbi, samo si. Pa po možnosti še kaki oni, veš, ko ne rajš plačevati, ko samo mahaš. Oni pa samo... Ne, samo... Ja. Izjemno. To, ne, smo zdaj v tem, Smo v tem. ne, in polje vmes neke, ne, tisti lokalni radio, ko pa dajo to gor. Pa neka bo! Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 10 minut čez 13. ura in v tem studiu Marko in Tomaž pozdravljava profesorja Križaniča Mlajšega. Lepo zdrav! Lepo zdrav. Servus. O, profesor. Kaj zdaj Zdravo, stari? otroci. Kak je? Noro. Kak je na glavnem trgu? Toplo. Toplo? Toplo, Je fajn, ne? Ja, mislim, res je Spomladansko, ne? Tako spomladansko. Ja, končno. Sem prej prebral, da bo naslednji pol vikend spet sneg, tako da... Malo še počakajmo, ne, z guma. Ja, mogoče še ne bi navalili. Ne? Čuj, Fras? Ne, to je spomin Ja, na ja. eno drugo Ja. zadevo. Ja, ti veš, zakaj se je v Martini dal oliva v špricer, pa ne? Ne. Ker če daš olivo v špricer, dobiš popin. Drugače pa se selimo Super, med hvala. ultimativne dance hite. The Power. Snap. Snap. Ne? Kot verjetno veste, zasedbo Snap spremlja kup tožb in Ja. zmešnjav.
Jocelyn Brown je sprožila postopek, potem ko je v skladbi The Power slišala svoj vokal, nikjer ni bila zabeležena, kar pomeni, da ni dobila niti centa. Tako. Chill Rob G, to je tisti, ki je za bas linijo odgovoren, se je tudi slišal, pa se tudi ni najdel na plačilni listi, tako da on je tudi zraven stopil. Drugače pa je to prva skladba z elementi repa, ki se je uvrstila na vrh britanske lestvice. Imeli so še nekaj hitov, eden najbolj znanih je oni drugi. Rhythm is a dancer. Tako iz leta 92, ki je prav tako osvojil vrh lestvic v Evropi, ampak mi bomo danes The Power. Ali pa tudi ne, pa lahko vidva konča tako. Da ti lahko oni rap del. Ja, ti si raper, Ja. Anja, ali si ti kdaj trenirala BMX? Ne, Nisi? izgledam tako. Čudno. Ja, no, ne vem. Ja, video pa stalkaj. Jaz sem imel 2. Jaz sem tudi imel, nisem pa treniral. Ja, no, vidiš to. Treniral sam, ker če bi takrat bil YouTube, bi mogoče naredil kako Danes bil vinto. Beethoven. Razen tega sem pač skočil samo v luft. Ja, na mestu. Ja, Bravo. klasika, ne? Pa po zadnji malo. Tako, ja. Pa tako malo, ne? Ko ti vkradejo, pa dajo nazaj. To so ti triki, ne, BMX. Ok, v Mariboru pa se seveda ob tem toplejšem vremenu začenja tudi nova sezona na BMX progi v Novi Vasi, ki tudi letos prinaša številne treninge, tekmovanja in priložnosti za mlade talente. Ja, in kaj vse se bo letos dogajalo, razlaga Tilen Frank, trener domačega BSX Racing tima in upravljalec mariborske BMX proge. Ja, sezona se začenja, v bistvu za naše tekmovalce sezona v bistvu nikoli sploh ne konča. Vreme je lepo zunaj, začnemo z treningi na BMX progi. Letos imamo kar močen program, sicer smo prijavili več tekmovanj. Zdaj 10. 11. maja bo Alpe Adria pokal, to je v bistvu največje mednarodno BMX tekmovanje pri nam. Potem 26. septembra bomo organizirali Pump Track, državno prvenstvo v Pump Tracku, to bo sicer v Pesnici. 27. septembra pa še potem državno prvenstvo v BMX Race disciplini, to pa tukaj spet v Mariboru. To meni, da bomo naredili na letos 3 velika tekmovanja. Tako da se bo spet dogajalo. Omenili ste torej mednarodno tekmovanje Alpe Adria pokal, za kakšen rang tekmovanja gre sploh tukaj? Koliko tekmovalcev recimo pride? Z koliko različnih držav mogoče? To je v bistvu mednarodno tekmovanje, ker pričakujemo okrog 150 tekmovalcev iz Avstrije, Madžarske, Italije, Slovenije, Češke oziroma Slovaške. Potem tudi včasih pride z Nemčije, to je odvisno od terminov, če imajo tekmovanje v svoji državi, če ne pride tudi večkrat k nam. Tekmovanje je mednarodnega ranga, ki ga mi organiziramo že več let, mislim, že 10-15 let redno v Mariboru. Potekajo pa je pa vsega skupaj 7 prizorišč, na Madžarskem sta 2, v Avstriji 3, v Sloveniji 2. Ok, cool. 26. septembra pa boste organizirali tudi državno prvenstvo v Pump Tracku. In kaj pravzaprav sploh je Pump Track? Začelni poligon, vsi so zgrajeni iz asfaltne površine, zato da pač prije da ni izdrsa, da je dobro oprem. Proga pa je zgrajena v bistvu iz teh zavojev, mi pravimo temu bande in potem teh hribčkov oziroma huclov, kjer pač otroci potem s tem z svojo tehniko pumpajo in pridobivajo hitrost. V bistvu Pump Track se imenuje zato začelni poligon, ker ti lahko hitrost pridobiš brez, da bi sploh poganjal. Pump Track je dokaj nova disciplina pri nam, zdaj predvsem to, ker je toliko Pump Trackov po Sloveniji, je to zato postalo kar v bistvu dostopno skoraj vsakemu otroku, ki ima kolo in čelado. Tekmovanje se stoji v bistvu iz vsak vozi posebej po progi, prvo se vozi kvalifikacija na čas, potem pa se vozi na izločevalne boje, dva tekmovalca štarta vsak posebej, potem tisti, ki ima boljši čas, napredujejo v naslednji krog, tako dalje, dokler ne pridemo v finala in imamo potem tisti, ki ima najboljši čas, je zmagovalec. Ja, ker fajn. Svetovno. Ja, fajn je gledati, to sem že bil. Pa ker proba tudi kdaj? napeto. Ne še. Okay. Ker imam veliki bicikl, ne upam. Bi mogel imeti konjski. Ja, mogoče malo bolj varno, z manjšimi kolami, ne vem. Če se morda kdo prav v tem trenutku navdušil nad tem športom, kot Anja? recimo Marko Fras,
Anja že to odtrenirala. Kako se lahko priključi nekdo torej v BSX Racing Team Klub Maribor? Kdaj potekajo treningi, za koga ta disciplina pravzaprav primerna in od katerega leta naprej? Treningi potekajo med tednom, meni od torka do četrtka, med 16 in pa 18 oziroma 19 uro. Priključi lahko v bistvu vsaki pogoj za to je pač, da ima kolo, čelado, pravzaprav tudi pri nam se lahko sposodijo, predvsem ti manjši čelade in kolesa. Pogoj pa je v bistvu, da tudi samostojno prevozijo progo. Zdaj, če imajo pač težave in pomagamo, ampak v bistvu je to neke vrste pogoj, da otroci nimamo starostnega pogoja, ampak imamo pač pogoj, da progo samostojno prevozijo. Tako, evo, da sfolgaš sploh priti okoli, ne? Logično. Tako, Anja, evo, tako da veš zdaj, s Krasom pa ti bomo BMX-a zrihtala. Da greš lahko. Čas je za petkovo zabavno dejstvo. Stvo. Grahamovo število je eno največjih števil, ki ga poznamo. In je tako veliko, da ga je nemogoče zapisati, ker enostavno ni dovolj prostora v celem vesolju. Ne samo v celem vesolju, ki ga poznamo. Torej sploh ne obstaja. Obstaja, ampak ni zdaj prostora kot, da ni prostora kot papirja, ampak prostora za podatke ni dovolj v celem vesolju. Najmogoče je, pravijo, da če bi želel napisati to število, bi moral v svojo glavo spraviti za več vesolju podatkov, kar pomeni toliko mase oziroma energije, da bi vse skupaj preseglo meje za tvorjenje črne luknje in bi se tvoja glava spremenila v črno luknjo. V teoriji. Še enkrat. Prosim. Zanimivo. Ne, prosim. Še enkrat se bi ti glava v črno luknjo. Kaj je, mislim... Ja, to... Kaj ni placa? Ni placa. Veš, da vsak podatek, ki ga imaš tudi v možganih, si shraniš nekaj, nekaj je. Kaj pa, če spremeniš fajl, da je manjši? Ne, gre. Ali pa font spremeniš, ne, da so manjše črke. Ja, ziš. Še daš 3 osemke poleg. Ne gre. Da se vsem zmeša. Ne gre. In kdo se to laže? Zakaj se uporablja to, če veš? Pa to imajo v teoriji, pri matematiki. Šnit na delikatesi. 2 grahamovi, ne? Aha. Pa bi... Kaj? Nič, daj. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.